Dober dan. Pozdravljeni. Jaz sem dokumente s sabo prinesel. 6 milijonov glasov je francoska nacionalna fronta dobila na regionalnih volitvah, na volitvah za regionalne svete, kar predstavlja 28% glasov, kar je spet za 17 točk več kot 5 let nazaj. Se pravi, leta 2010 so skrajni desničarji francoski dobili 2,2 milijona glasov, trikrat več so zbrali tokrat. Kaj nam to pove o svetu, v katerem živiva? Ja, dobro vprašanje. To nam pove to, kar je danes napisala v delu Saša Widmajer, to, kar so Francozi takrat iskali v kopiji Nicolasa Sarkozyja, so zdaj dobili v originalu Marine Le Pen. V širšem kontekstu. Ata Le Pen pa ni bil original. Iskali so tretjo pot desnice. Nekak ni znal. Tretjo pot desnice so iskali, če tako rečem. Jaz sem tlele malo gledal, kakšne volilne uspehe on dobival na francoskih parlamentarnih volitvah leta 1981, 0,2%. Tehle 28% je x-krat več kot pred desetletji. Pravi, se je nekaj zelo globokega zgodilo v državi, ki nam je dala idejo republike, ki nam je dala idejo ustavne demokracije, ki nam je dala idejo francoske revolucije, enakosti, svobode, bratstva. Veš, kaj se je zgodilo? To, kar so mi zadnjič se pogovarjala, prijela je teza, pravilna je teza, da je ISIS z evropsko desnico in tudi našo prehitel po desni, prehitel radikalno in prehitel volitve in jim razdelil volilne listke. In jim dal imenitno volilno darilo. Tako jim pokazal, kaj se obkroži, in to so obkrožili. In se spomniš, kaj je Alain Badiou napisal knjigo, v katerem je v Sarkozyju in njegovih privržencih spregovoril kot o podganerjih, pri čemer se je sodno zavaroval, da ne misli podgan, ampak podganarski primer v psihoanalizi Sigmunda Freuda. Zdaj, po mojem mnenju, mu bodo roke pregorele, ko bo vihtel peresa v razlaganje tega, kar se je zgodilo. To, kar se je zgodilo, je pa silno nevarna stvar. In potrjuje dejstvo, da smo v novem valu vzpona desnice, ki je v bistvu samo civilizirana evropska oblika ISIS-a, samo v tej obliki, polna kontroverznosti. Ampak je pa to, rečva, svetovni proces. Najn sevniški rojak Donald Trump je že sporočil, da bi muslimanom preprečil vstop v ZDA, vsaj v teh okoliščinah, in njemu na republikanskih predizborih, pred volitvah, prav tako zelo imenitno kaže. Mislim, zgleda, kot da... Se mi zdi, da ga je tokrat zanesli predelač. Jaz sem si zaradi na CNN ogledal vse posnetke, veš. Zdaj, ko si že omenil, se mi zdi tako, so praktično tudi vsi njegovi, ne samo so kandidati oziroma tekmeci, ampak tudi ljudje, veš, ki prisegajo pač na te konzervativne vrednote, ameriške, republikanske, recimo, niso samo rekli tako, veš... To je preveč. Niso samo to rekli, to je pa preveč, ampak so rekli tudi kategorično, that is not what America stands for. Lahko se pogovarjamo o tem, kaj je ena senatorka rekla, da je on naredil čist, da je šel... Dobro, ona je to logiko obrala, da je on čist preveč povedal tega, kar Obama govori premalo. Drugi so šli pa dejansko točno v to logiko, da je on tako radikalno zgrešil duha Amerike in demokracije, da bi bilo najboljš, če iz kandidature izstopi. Medtem ko Marine Le Pen... Česar ne v storu? Tega seveda ne bo storil, mislim pa, da se je diskvalificiral. Jaz osebno mislim, da se je diskvalificiral v igri. Bomo videli, ampak imam zelo močen vtis, da tokrat ga je... 2016 zna biti zanimivo leto. Ja, jaz mislim, da on ne bo predsednik Amerike, če pa bo, je pa to definitivno konc Amerike, kakršno je Lincoln delo, pa veš, Amerika, ameriških pionirjev, to definitivno ni več. Ne bo več, se že zdaj je bolj slabo.
Ampak to, kar Marine Le Pen obljublja, je pa, in to utegne pa, veš, je pa zdaj tako, ne, veš, ali kvotni toni te politike so bili itak že vnaprej zaznani na Madžarskem, ne, v Sloveniji definitivno, ne, skozi vzpenjajočo se SDS na retoriki, antibegunski retoriki, ne. V Nemčiji se mi zdi sicer, no, čisto pošteno rečeno, da Pegida nima realnih šans, lahko pa zraste kar občutno, procentualno, ne. Ker Nemčija kljub vsemu z demokracijo v povojnem času nekako imala zares in jo težko ubiješ v 5 letih, ne. Ja. Medtem ko druge države pa nekako niso tako rezistentne, mislim, to ni hec, ne. No, lej, mislim, predvsem znak, da je Francija izgubila rezistenco na te skrajno desne odklone, ne, z 200 plus letno tradicijo republike, ne, je zelo to je konec Evrope, če bi ta duh prevladal, je to konec Evrope. Jaz sem enkrat poslušal v Evropskem parlamentu, ne, to je tako, kot bi prišel v najslabšo verzijo slovenskega parlamenta, ne. In najslabša verzija slovenskega parlamenta je zelo slaba, ne. Kaj naj ti rečem? Referendum imava še pred nosom, ne? Referendum o potrditvi ali zavrnitvi zakona o družinski zvezi in teh zadevah. Zelo kratek zakon, ne? V bistvu en člen, ki spreminja definicijo, drugega zakona, kaj je zakonska skupnost. Ne? To bo 20. Ne? Zdaj še lahko govorijo, lahko še. Ja. Lahko celo propagirava. Ja, lahko. Pa ne bo, ampak bo pa povedala kar... Ker nisva prijavljena kot udeleženca predvolilne kampanje. Bo pa povedala, kar nama gre. Ja, Dar povedal. Lej, mislim, precej pomenljivo je, da je ljubljanski nadškof Zore se vključil v kampanjo, seveda ne kot udeleženc kampanje, ne, pač pa kot stranski opazovalec, ne, pa je naštel kup katastrof, ki se utegnejo zgoditi, če bi bile spremenjeni te dve besedi v zakonodaji. Ne. Se pravi, zdaj je definicija zakonske zveze, da je to skupnost moškega in ženske in moškega, ne. Zdaj pa nova definicija pa govori o dveh osebah. Ne. In če to zelo kratko formulacijo spremenimo, ne, po njegovem vtisu se zamaje tako rekoč celoten antropološki ustroj skupnosti. Imaš enake strahove? Ja, pravzaprav jih nimam pač na novo, ne, ampak je to v bistvu sedlina na že stare sedimente, ne. Začnimo tam, kjer je stvar pozitivna, ne. Pa ne govorim zdaj striktno o zakonu, ampak govorila sva o desnici, ne. Pozitivno je to, da se je slovenska cerkev pohvalno in izredno častno, vsaj v praktičnem delu in pa seveda tudi na ravni nadškofa Zoreta, izjasnila o beguncih kot o ljudeh, ki jim je treba pomagati, ne kot o kužnih subjektih. Skratka, na ta način se je... Govorili so o humanitarnem problemu, ne pa o varnostnem, ali pa še čem hujšem, ne. Ja. Kar pomeni, da se je slovenska cerkev z nadškofom Zoretom zelo jasno in enako kot papež Frančišek razločili od skrajne desnice oziroma od te retorike, ki v bistvu kužni subjekt išče na skupnem imenovalcu vsega, kar moti. Se pravi, v tem smislu je ta referendum že za 50% odlahkan teže, ki bi nastala, če bi cerkev sodelovala po formuli škofa Štufa in pa še nekaterih, ki v bistvu so poskušali v to vnesti elemente domovinske zavesti, obrambe domovine pred tujimi grabežljivci in tako naprej. Zlasti, antološko pismo škofa Štufa je pove vse, ne. Ampak to ni bilo pač mnenje uradne stolice, ne. No, v tem primeru, pač referenduma je pa povsem drugače, ne. Škof Zore je postavil izredno trdo pozicijo in to v bistvu je pozicija, ki odraža
držo in stališče, to se pravi politično stališče kardinala Rodeta, ne, ki je nekoč oziroma večkrat ob različnih priložnostih postavil temeljno shemo Slovenije kot politične, rečemo temu, države, vendar ne države v modernem pomenu besede, kajti moderna država v Sloveniji je nesporazum. Ne? Nesporazum je pa zato, ker cerkvi ne daje priznanja, da je nekoč slovensko nacionalno vprašanje bom rekel, zavila v nedrje in ga donegovala do popolnosti, ki jo je potem seveda zmotila neka banalna komunistična revolucija. Ne? Problem je pa v tem, ne, da, in na to se je Načkov Rode celo sklical v enem od svojih govorov, ne, da je za časa, ko je v bistvu v Evropi pluskala v razpadajočo feudalno katoliško shemo, ne, pruska liberalna nevarnost, pruski valovi, svobodomiselstva, liberalstva in pa nemškutarstva so takrat rekli, to je bil čas Antona Martina Slomška, to je, se pravi, Anton Martin Slomšek naj bi bil tisti, ki potem po letu 1848 po pomladi narodov znal to stvar pravilno artikulirati. Zato je postal tudi svetniški kandidat, kar sicer nima ne vem kakšne zveze ima to z kakršnokoli, bom rekel, duhovnostjo, ima z nacionalnostjo, ampak pustimo to, ta trenutek, ne. Ampak kardinal Rode se je sklical na to, ne, da se je takrat v Sloveniji rodila neka z katolicizmom bistveno povezana samobitnost, ker je po zgledu nekega kardinala, ki je v Avstriji roko ponudil Francu Jožefu v podporo, zato da cerkev po tistih znamenitih jožefinskih reformah, ne, ki so bile v bistvu cerkvi nenaklonjene, dobi nazaj svoje. Ne. Svoje je dobil pa v obliki avtonomije šolstva, veroukove šole spet, škofje so se spet lahko na sveti sedež naslavljali brez, da bi vprašali vladarja, če smejo in tako naprej. Skratka, cerkev je s tem, ko je podprla Franca Jožefa, dobila vse, kar je hotela. Rode je v tej analizi pokazal, da je ideal slovenske cerkve danes natanko to. Potem je povedal, da so sodobni parlamentarizmi problematični. In če so problematični, v nadaljne vprašanje se je skupaj z velikim pisateljem Alojzom Rebulom vprašal, kaj bo s to našo ljubo slovenščino v Evropski uniji, a ne bo pa zdaj zamrla, postala nepomembna in tako naprej. Ne. Skratka je pozval k temu, ne, da so v bistvu potrebna dejanja, ki bodo relativizirala moderni značaj evropskih in pa seveda tudi slovenske demokracije in nazaj pridobila protektorat cerkve in katolicizma, zato da rešimo našo slovensko stvar. Zato se treba preprosto nazaj priboriti pravice v šolstvu, treba se enostavno nazaj priboriti pravice do neke sorte, bom rekel, buffer cone, se pravi do laikata, ki bo lahko se politično udejstvoval in zastopal prave krščanske vrednote, ki bodo seveda tudi v interesu katoliške cerkve. In to recimo, da je zdaj Načkov Rode v okviru tega zakonika, oziroma v okviru tega zakona, ne, pravzaprav postavil nazaj tezo o tem, da udira nazaj ateistični sistem v našo kulturo in da je to pravzaprav nezdružljivo z krščansko zavestjo in pa predvsem z našo nacionalno kulturo. Ne. To so, bi rekel, izredno težke, izredno hude besede. Izredno hude besede, predvsem pa zaradi tega, ne, ker je v bistvu to vprašanje pravzaprav prvič na nek način tehnično vprašanje, drugič zelo pomembno, ne, pa ali se ti s tem strinjaš ali se ne strinjaš. Strinjaš se, govorim s tem, da so istospolni pari izenačeni oziroma da, skratka, z antropologijo vsega tega dogajanja, se pa absolutno moraš strinjati z temeljnimi človekovimi pravicami, ki gre s človekom, ne z spolom človeka. Ne. In 1948 leta, ko so nastali Združeni narodi, so vse države hitele podpisovati temeljno deklaracijo pravic in svoboščin v Združenih narodih, med drugim tudi Vatikan. Ne. Cerkev je podpisala to temeljno deklaracijo in tam, kjer so v bistvu zdaj analogno, Slovenija v bistvu deva priznati, ne, s tem zakonom zaostaja. Ves zahodni razviti svet, omikan, civiliziran zahodni svet, ne, ima te zakonodaje že vgrajene, ne, v svojo... Mislim, to so reševali leta in desetletja nazaj, ne, tako da... In so rešili, ne, od Amerike do Nemčije, do, ne vem, posod v glavnem. Mislim, hitreje, počasneje, ne, ampak na kaj so se oni sklicevali, ne, ko so to rešili? Ja. Oni so se sklicali ne na to, da gre za novo antropologijo.
Ne. Oni se niso sklicali na to, da gre za nova stara spoznanja v ne vem, razvoju ne vem, psiholoških. Mimogrede, psihologi so napisali, oziroma na filozofski fakulteti se je podpisali tam 60 profesorjev, asistentov in tako naprej, ljudi, ki kaj vejo, ne, pod izjavo psihologov, da po 40-letnih raziskavah so ugotovili, da istospolni starši in raznospolni starši v nobenih raziskavah ne kažejo razlik. In učinkovanja glede na otroke. Glede na otroke, Tako, glede na otroke. Učink na otroke, Ja, so se podpisali pod izjavo, da ta zakon podpirajo. To se pravi, in v vseh teh državah sveta, kjer so to uzakonili, ne, so se sklicali na človekove pravice, ne na kulturo nacionalno, ne na to, da padajo vrednote ali pa da nastajajo nove vrednote, ne na to, da se spreminja podoba neke družbe ali karkoli, ampak na temeljne človekove pravice. Ne. In recimo, če bi seveda zdaj recimo katoliška cerkev v Sloveniji rekla, mi se s tem pač ne strinjamo, mi imamo pa take in take vrednote, pa bi bilo vse v redu, zaradi tega, ker dejansko oni, če imajo vsakdo, ne samo katoliška cerkev, se ima pravico s tem ne strinjati. Ne? A veš? Ampak potem mora višjo vrednoto od svojega nestrinjanja preiskati in to je temeljna človekova pravica. In zdaj, če rečeš A, moraš reči B. Rečeš, jaz se ne strinjam s konceptom temeljnih človekovih pravic. Zakaj? Zato, ker obstaja neka teokracija ali pa neka vednost, ki je višja od tega, da jaz priznam človekove pravice. V redu. Ne? Ampak v tem prostoru veljajo človekove pravice, podpisane so države, so jih podpisali, tudi Vatikan jih je podpisal. Ne? Se pravi, ti moraš potem na tej ravni reči, v redu, jaz se s tem ne strinjam, ne? Če boste vi kot večina to naredili, boste pa pač to naredili. Ne? Jaz te ne moram reči, ampak naj bo zapisano v zapisniku civilizacije, nekoč boste že videli, kaj se bo zapletli, jaz sem povedal, da to narobe. Ne? Skratka, to bi bilo korektno, to bi bilo vse ok, to bi bilo v redu. Ne? In še eno stvar je treba reči, da v bistvu ta zakon cerkvi ne predpisuje ničesar. Ne reče, vi zdaj ne smete več, morate poročati istospolne, morate delati to, morate krščevati, če bo prišel, če bosta dva ata prišla ali pa dve mame prišle za istega otroka, morate krstati in tako naprej. Ne, cerkvi sploh ne zapoveduje ničesar in odvzema in ničesar, ne, zapoveduje državi. Zapoveduje v bistvu sistemu, se pravi, in hkrati se sklicuje na to, da je ustava tista, ne. Paradoks je seveda ta, da je ustavno sodišče dovolilo v imenu ustave to, da se razpravlja o protiustavnih mišljenjskih kategorijah. Ne? To je paradoks, ne? Velik paradoks, mimogrede. Tega... Recimo, danes je ustavno sodišče dalo prav državnemu zboru, češ da je državni zbor pravilno odločil, da ne sproži postopka za zbiranje podpisov za referendum o spremembi obrambne zakonodaje. Ker je precej zanimive analogije bi se lahko iskale, ko se bo... Naše ustavno sodišče razume jezik orožja, ne razume pa jezik človekovih pravic, ne, na tej ravni. Ne. Ampak v redu, tako pač je. Se imamo več ali manj vsi že pripombe na njega. Ne. Ampak nad njim je samo modro nebo, ne, veš, ima Boga, ne. Ali ga nema, ne vem. Ampak skratka, gre za to, da je šla tukaj v tem primeru cerkev kot udeleženec v tej zadevi izredno daleč spet, in seveda si je zdaj nadškof, ne, si je v bistvu ugradil oziroma si je zapackal svojo belo haljo z velikim madežem, ki ga bo izredno težko brisal in naslednji potezi risal lepi obraz spet. Te kontroverznosti kaže na to, kako je vodstvo naše cerkve nepremišljeno, kako nič ne razmišlja ali pa kako pomanjkljivo razmišlja in kadar razmišlja, ne razmišlja čist nič bom rekel, z neko galanco, civilizacijsko galanco, ampak zmeraj s punim hamerom, bi rekel, ne? Zmeraj z macolo pa z dinamitom. Ne? Jaz sem malo pregledoval podatke, ne, veš, o tem, koliko teh tako imenovanih registracij, ne, je sklenjeno, ne, v obdobju, odkar ta možnost obstaja. Ne. Tisto, kar se mi je zdelo zanimivo, je ne, da mi govorimo o 5, 10, največ 15 primerih na leto. Ne. Se pravi, ko razpravljamo, ko dvigujemo ogromne količine prahu, ne, se ukvarjamo s tem, pravzaprav, a bomo 15 parom dovolili registracijo, kakor je dovoljena zdaj, ne, ali pa bomo dovolili sklenitev zakonske zveze po
zakonodaji o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Tako da, o Sej teh 15-30 osebah. Ravno to tej zadevi daje težo. Namreč težo daje zato, ker temeljne človekove pravice itek nimajo števila. To se pravi, ali jih je 10, ali jih je 10 milijonov, princip je isti. 15, ampak v tem primeru... 15 vzeli ali ne. Tako je, ja. Ali lahko teh 15 ljudi toleriramo. Ja. To, ampak na drugi strani, a veš, pa delati, recimo, če ti desnica, ta skrajna lepenovska desnica ali pa janšovska desnica v Sloveniji, se sklicuje na 250 000 beguncev, ki je šlo čez našo državo, one čedilo, s svojimi podplati našo sveto slovensko zemljo. Ma neko maso. Koliko jih je pa ostalo? Nič, nula. Ali pa 2, ne vem. Tistih so se spotaknili, pa niso, pa so mislili, da so v Nemčiji. Ampak pazi, tukaj imamo popravka dejansko, kot si ti rekel, z nekimi promilami, z nekimi 15 primeri, na katerih v bistvu zgradiš isti predsodek kužnega subjekta. Tako kot leta 38 na Judih in tako naprej. In to dela izredno slab vtis, veš, predvsem pa to, istočasno, veš, ta slaba sporočila, veš, mislim, naša cerkev bo res morala spustiti zrak skozi svoje sobane, res, Istočasno se v Rimu dogaja leto Božjega usmiljenja, To so dejansko razmere, v katerih rečeš, pa naj usmiljenje prevlada, ti ljudje so vendarle stisnjeni z vseh koncev, zakaj bi še mi dajali na agendo, zlasti na agendo, recimo tisto, veš, na prvo mesto znotraj razmišljanja, veš, znotraj dvigovanja strasti in tako naprej, Zdaj gre za načelno vprašanje. Pusti ti načelno vprašanje v zadevah, zastopaš, ki dejansko, prvo, kar je, če bi mi bili nosilci svetovne civilizacije, potem bi se lahko na tak način obnašali. Glede na to, da pa v vseh vprašanjih capljamo za velikimi in zraven niti ne razmišljamo, bi pa mogoče mogli v tem primeru, ki je velikega pomena za te ljudi, zlasti pa za, bom rekel, princip temeljnih človekovih pravic, za njihovo osebno življenje pa vse, da jim majhen širine pokaž, pusti jih živeti in se koncentriraj na to, kaj bomo naredili za našo državo, da bo res reprezentirala vrednote, če že govorimo evangeljske vrednote, če govorimo civilizacijske vrednote ali karkoli že. Mislim, ta referendum in ta kampanja je flop. Zdaj, da ne bom čisto samo kritičen, pa moram reči, da sem pa kljub vsemu pozitiven do tega, da so pa bili sposobni narediti razločnico do beguncev. Da kužni subjekt ni šel v enem paketu skozi. Jaz sem mislil, da se bo združil v en paket, pa se ni. Hvala lepa.